Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Za vsako težko stvar, ki vam jo Bog naloži, se ni treba počutiti mizerno. On vas samo poskuša postaviti na mesto, kjer lahko naredite veliko več v življenju, kot bi si mogli kdajkoli predstavljati. Danes vam želim govoriti o usmiljenju in odpuščanju. Pred kratkim sem napisala knjigo Napravite uslugo sebi in odpustite. Ko sem pisala to knjigo, sem se večkrat spomnila in v srcu obnovila dejstvo, kako je pomembno, da nismo jezni kristjani. Jezen kristjan je pameten tepec, ali veste to? Zadnjič sem iskala v grškem slovarju besedo ljubezen. Všeč mi je premišljevati o besedi ljubezen, ker me tja tudi usmerja in se zavedam, da je to Božja volja. Tako sem ponovno poiskala besedo ljubezen, da osvežim svoj spomin. Bilo je zapisano, da je ljubezen središčna točka krščanstva. Zagrenjenost, nezadovoljstvo in zamera niso znaki ljubezni. Jeza ni ljubezen. Če je ljubezen središčna točka krščanstva, kako smo lahko jezni kristjani in si mislimo, da je vse v redu? Samo zato, ker prihajam v cerkev in se nasmiham v trenutku, ko prestopim cerkveni prag, še ne pomeni, da ne nosimo v sebi jeze. Nekateri izmed vas nimajo tega problema, vendar jo mnogi spet imajo. Mogoče ste celo prišli s kom, na katerega se jezite. Vi ste že morda bili jezni, ko ste stopili v to stavbo. Mogoče niste dobili tistega sedeža, ki ste se ga želeli. Mogoče niso peli tiste pesmi, ki bi si jo želeli. Mogoče vas motijo luči. Veste, največkrat se jezimo na najbolj bedaste in smešne stvari. Hočem, da me sedaj poslušate, ker je to zelo važna stvar. Satan si pridobi veliko prostora v življenju vernika skozi odprta vrata neodpuščanja. Satan si pridobi veliko prostora v življenju vernika skozi odprta vrata zamere. Poglejmo pismo Korinčanom, 2. poglavje, 10. vrstica. Kar pravi apostol Pavel. Komor namreč vi odpustite, odpuščam tudi jaz. Kar pa sem jaz odpustil, če sem kaj odpustil, sem odpustil zaradi vas pred Kristusovim obličjem, da vas ne bi ukanil Satan. Njegove misli pa nam niso neznane. V 11. vrstici poudari, zakaj je pripravljen odpuščati in zakaj hoče, da bi tudi oni odpuščali, da Satanu ne bi pustili prednosti, kajti dobro poznamo njegovo hotenje in njegove namere. Mogoče je, da imate nekateri izmed vas kakšen problem v življenju in je sovražnik vstopil na nek način. Mogoče molite in prosite Boga, da bi vas rešil tega problema, vendar še niste bili pripravljeni odpustiti nekomu, ki vas je prizadel. Vaše molitve ne morejo biti uslišane, preden ne odpustite. V redu, Joyce, ampak ti ne veš, kako se jaz počutim. Ne mislim biti neolikana, vendar vam hočem to izreči. V resnici me ne zanima, kako se počutite. To ne pomeni, da ne sočustvujem, ampak moramo premagati sočustvovanje v počutju. Rada bi, da bi se dobro počutili ves čas, vendar dejstvo je, da se ne bomo nikoli ves čas dobro počutili. Odlomek, ki vam ga bom nekoliko pozneje prebrala, je z pisma Kološanom in nas nagovarja, da bodimo usmiljeni. Da si nadenemo usmiljenje. Veste, da lahko zavestno izberete usmiljenje. Vendar usmiljenje ni pošteno. V usmiljenju ni nič poštenega, ker ko ste usmiljeni, daste nekaj nekomu, ki se tega ne zasluži. Če se ravnamo po zakonih, vi dopustite, da nekaj izpustite. Lahko bi tudi rekli, ne bom vam dopustila, da bi kar tako šli mimo. Zakaj to ste storili narobe?
Vendar Sveto pismo pravi, da si nadenemo smiljenje in ljubezen. Moja največja vrednota zadnjih 10-15 let je v tem, da nekaj naredim namenoma, ne zato, ker tako čutim, ampak zato, ker je tako prav. Kajti, če naredim, kar je prav, ko se tako ne počutim, tedaj duhovno rastem. Ko storim nekaj, kar je prav, pa če tudi se tako ne počutim, tedaj ni težav. Tedaj pač delujem v nečem, v čemer sem se že prej utrdila, ko sem storila, kar je prav in kar je bilo zame težko. Nikar ne mislite, da bo vedno lahko napraviti pravo stvar. Vendar si zapomnite, da kadar delate prav in je težko, lahko rečete, rastem, duhovno rastem. Ko napravim prave poteze. Ne utrudite se, da delate, kar je prav. Poglejmo pismo Efežanom 4:26. Ko se jezite, nikar ne grešite. Rada imam ta stavek, ker sem lahko jezna, vendar ne grešim. Jeza sama na sebi še ni greh, pravzaprav je čustvo, ki nam ga je Bog dal, da vemo, ko nas drugi izrabljajo. Tako jeza sama še ne pomeni greha. Odvisno od tega, kaj naredimo s to jezo, da postane greh. Efežanom, sonce naj ne zaide nad vašo jezo. Ne dopustite, da zaide sonce na besnost, ogorčenje in užaljenost. Dobro, sprašujem se, koliko ljudi je tukaj v cerkvi, ko molijo k Bogu, da bi uslišal njihove potrebe in so včeraj zvečer šli jezni spat. Lahko ste doma in se sprete s svojim življenjskim sopotnikom in greste jezni spat. Sveti Duh še vedno deluje v vas in vi veste, da bi se morali ponižati in se spraviti. Da bi morali narediti to, kar je prav, pa čeprav ni vaša krivda. To je težka stvar, ali ne? Ni moja krivda in on mora priti k meni. Ko nam Bog naroči, da odpustimo ljudem, on ne izbira nekaj težkega zato, da bi si on lahko dahnil in nas gledal, kako se znojimo. Poslušajte me, če ste danes prišli samo zaradi tega, da boste imeli sedaj dovolj. Vse, kar vam Bog naroči, da naredite in to tudi storite, bo vam dolgoročno koristilo. Vse, prav vse, vsaka težka stvar, ki vam jo Bog daje, pa naj bo kakšno odrekanje ali pa kakšna zahteva, da nekaj naredite, ni zato, da bi se počutili mizerno. Če vas prosi, da ostanete na določenem mestu, ki bi ga z veseljem zapustili, ali pa ste obtičali nekje z ljubljeno osebo in bi najraje pobegnili, a želi, da ostanete. On tega ne stori zato, da bi se vi počutili mizerno. Poskuša vas postaviti na mesto, kjer bi lahko napravili veliko, veliko več, kakor si morate misliti. Molim za to, da danes Bog uporabi moja usta za razumevanje, da moramo iti on stran jeze, zagrenjenosti in čustev odvratnosti do določene osebe in napraviti po Božjem načinu. Če uspete odpraviti prepir, užaljenost ali obup iz vašega življenja in jih obdržati zunaj, se boste začudili nad tem, kaj je Bog pripravljen narediti za vas. Sprašujem se, koliko ljudi moli za takšen čudež. Vendar teh stvari ne bi radi odpravili. Presenečeni bi bili, ko bi vedeli, koliko čudovitih ljudi sedi danes tukaj. Čudoviti ljudje, sama smetana, ljudje tu naokrog, ki pojejo pesmi, imajo ogled z nalepko. Na sebi nosite prekrasen krščanski nakit. Mogoče ste prinesli s seboj svoje sveto pismo v 26 prevodih, ne vem. Kupili boste celo moj CD in DVD, vendar boste še vedno jezni na nekoga. Vi mislite, da nihče ne bi smel biti jezen na koga drugega, vendar v vašem primeru je to upravičeno, ker na koncu koncev mi niti ne vemo, kaj se vam je zgodilo. Veste, ko so križali Jezusa, je on rekel, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ko so Pavla kamnali, je rekel, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Če bomo prišli do skupne točke razumevanja tega, kar vam pravim, bo življenjskega pomena. Nekaj, kar je lani Bog večkrat prišepetoval v moje srce,
ko je pravil Joyce, ko te kdo žali, moraš biti mnogo bolj zaskrbljena za to, kar delajo sami sebi, kakor tebi. Zato, ker Bog ne jemlje z lahkoto, ko nekdo žali njegove otroke. Imamo tukaj kakšne očete in mame? Kako vi reagirate, če kdo prizadene vašega otroka? Mislim, lahko delate karkoli, vendar če prizadenete mojega otroka, potem bom tisti dan zelo težko stala kristjanka. Amen. Bog nima rad, kadar so ljudje krivični in neprijazni do njegovih otrok, kadar jih obsojajo in kritizirajo. Jaz resnično verjamem, kar pravi Sveto pismo, da moramo moliti za svoje sovražnike. Zakaj to, kar nam delajo, nam ne more kaj veliko škoditi, če tega ne dopustimo? Oni potrebujejo pomoč. Ne dopusti, da sonce zaide na tvojo jezo, rekli boste. Ne morem si pomagati, tako se počutim. Ampak ne govorimo o tem, kako se počutite, ampak kakšno odločitev ste napravili. Veste, če se jezim na Davida, lahko grem in se pogovorim z njim, pa ne tako čutim, ali pa tudi ne. Ko ste na nekoga jezni, je prva stvar, ki jo hočete narediti, da jih izključite iz svojega življenja, se zaprete med stenami. Veste, jaz grem raje pri glavnih vratih ven in pridem nazaj pri stranskih, kakor da bi morali iti preko dnevne sobe. Dajte no, mi še kdo sledi? Vendar sem ugotovila, da lahko grem v dnevno sobo, vstopim noter in rečem, ali ti je všeč nogometna tekma? Ali ti lahko prinesem kaj za piti? Ljubim te, grem spat. Zelo hitro. Koliko izmed vas misli, da je jeza velika težava za krščanstvo? Veste kaj? Mi moramo nekaj narediti za to. Vsak izmed nas mora biti osebno odgovoren in reči, jaz ne bom živel jeznega življenja. Vi ne morete vedno narediti kar po svojih občutkih, vendar lahko izberete, kar boste storili, ker imate svobodno izbiro. Če delate dovolj časa, kar je prav, bodo tudi naša občutja sledila. Naj ponovim, če delate dovolj časa, kar je prav, bodo tudi naša občutja sledila. Ena izmed stvari je, ko molite za svoje sovražnike, je ena stvar še posebej težka. Ne morete ostati jezni na nekoga in moliti zanj. Tako lahko začnete moliti za svoje sovražnike, za tiste, ki so vas prizadeli. In druga stvar, ki jo lahko naredite, kadar ste jezni, da se usmerite na ta problem in ga analizirate. Če vas boli glava, ne boste povili glave. Če ste jezni na koga, ne rabite premišljevanja o blaginji. Osredotočiti se morate na jezo, žaljenost, razočaranje in zamero. Premišljevati jih morate tako dolgo, da pridete do Božje besede, ki bo odpravila vaše povoje in blaginja vam bo sledila. Iščite Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, da delate prav in da živite prav in vse druge stvari vam bodo navržene, piše v Matejevem evangeliju. Iščite Božje kraljestvo. Stvari uporabljate tako, kakor Bog hoče, da jih uporabljate in Bog vam bo podelil blagoslove. Ne lovite blagoslovov, blagoslovi bodo lovili vas. Pismo Filipljanom 2:5 pravi, da moramo imeti enako držo, kakor jo je imel Jezus. Nadaljuje, kako je ponižal samega sebe. Mislim, da je ena najlepših drž, kar jih moramo razviti in verjetno tudi ena najtežjih. Vendar prava ponižnost je ena izmed najlepših lastnosti in drž, ki nas jih Jezus uči. Mislim, da je nemogoče biti usmiljen brez ponižnosti. Ne tako dolgo nazaj sem se tako razjezila, kakor že dolgo ne. Presenečena sem bila na samo sabo, kako jezna sem bila. Bila sem jezna na sorodnika, ne na Davida, hvala Bogu. Jaz in David sva tako dolgo poročena, da se ne ozirava več na jezo. 44 let je bilo meseca januarja.
Bila sem jezna na nekoga, ne bom povedala vseh podrobnosti, vso zgodbo sem povedala v knjigi, ki sem jo pravkar napisala. Počutila sem se zares smešno, ko sem se čezmerno razburjala ob času, ko to ni bilo primerno. Vprašala sem samo majhno stvar, ona pa je naredila iz tega slona. Jaz sem kar eksplodirala, kar ni običajno za mene, in sem jo kar nagnala. Ponavadi ne naredim tega. Vsakemu sem povedala, kaj mi je storila. Vsem sem povedala, kaj mi je naredila. Povedala sem Davidu, klicala sem svoje otroke in jim povedala. To je tudi ena od stvari, o kateri bom danes govorila, kajti ljubezen ne razkriva, ampak pokrije. Ljubezen pokrije. Ljubezen poskuša zaščititi človeške odnose in jih ne poskuša uničiti. Vendar sem bila tako jezna, da je nisem hotela videti. Želela sem, da je tudi drugi zasovražijo. Kako bedasto izpadate, ko vas nekdo prizadene in ste jezni in pripovedujete nekomu, ki pozna to osebo in jo začnete hvaliti. Ne želite vi samo reči, naj vam povedo še kakšno stvar o njej? Bila sem odločena, da bom opravičila svojo jezo. Čakala sem 3 dni, da me pokliče in se mi opraviči. Ni bilo telefonskega poziva. Neko jutro sem molila. Veste, težko je moliti, če ne poslušate Boga. Ker ko molite, vam bo on verjetno kaj rekel, česar nočete slišati. Tako sem neko jutro molila in preteklo je dovolj časa, da je Bog nekako lahko prišel do mene in mi je začel prišepetovati, da bi jo morala jaz poklicati in se opravičiti. Bila sem kar vsaj sebe in sem vzdihovala, da to ne gre. O, Bog, ne, prosim, ne, Bog. Vsaj tokrat ne. Ali ne bi mogel dopustiti, da bi kdo drug ravnal prav, ne pa jaz. Tudi ona je kristjanka. Čakala sem še malo. In bila sem prepričana, da bo ona prišla in začela govoriti, da sem jo razžalila, da bo naredila to in ono. Pravila sem si celo, v redu, Bog, napravila bom to potezo, ker te hočem poslušati, vendar ko bi ona vsaj omenila, prosim, da ona prav tako ni imela prav. Mislila sem, mogoče uspem izvesti ta podvig, če nočem nositi vsega bremena odgovornosti. Telefonirala sem ji in na pol upala, da ne bo odgovorila na klic, kar je velikokrat tudi napravi. Zazvonilo je in ona je bila doma in pripravljena sprejeti moj klic. Rekla sem, poslušaj, hočem ti povedati, da mi je žal za onikrat, ko sem se tako razjezila. Veste, kaj je odgovorila? O, ne misli več na to. Saj tudi sama nisem ravnala prav. Bilo je tako lepo in vse v meni je popustilo. Lahko sem molila. Začela sem zopet pisati knjigo, pomagalo mi je. Vendar pa vsega tega ne bi mogla storiti, če se ne bi ponižala in ji dopustila misliti, da je mislila prav. Saj sama nisem v resnici mislila, da je to moja krivda. Ko vam kdo napravi krivico in ste jezni, ter začnete to jezo razlivati naokrog, je prav tako narobe. Mislim, da se moramo navaditi lahkotnosti. Po naravnem procesu ne bi imela te lahkotnosti, vendar sem si jo vzgojila. And you know, in the natural, I wouldn't be a real easygoing person, but I've developed a lot more. Veste zakaj? Ker je precej težko za vas, če prej ali slej ne pridete do točke, ko boste bolj lahkotno razmišljali in ne boste delali iz muhe slona ali imeli vse začrtano v vašem življenju. Naslednji odlomek iz Svetega pisma imam zelo rada. Mislim, da je eden izmed najlepših odlomkov. Matej 11. poglavje, 28. vrstica. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Ali ni to lepo, da je Jezus ponižen, blag
mil, skromen. Rada imam tudi nadaljevanje. Našli boste lahkotnost, počitek in osvežili boste svoje duše. Vidite, tisto minuto, ko sem se ponižala in se opravičila njej samo zato, da bi imela mir, čeprav sem bila trdno prepričana, da bi se ona morala opravičiti meni, sem bila nagrajena s tem, da sem prejela lahkotnost in mir v duši. Kajti moj jarem je lahek, koristen in dober. To razlago Svetega pisma imam rada. Kajti ni strog, oster, rezek ali vsiljiv. Mene je vzgajal človek, ki je bil zelo strog, oster, rezek in hitre jeze, moj oče. Kadarkoli si bil v njegovi bližini, si čutil le pritisk in nelagodnost. Žalostno je to, da sem v zgodnjih letih tudi sama postala takšna. Gledala sem na pravila. Veste, če niste usmiljeni, potem gledate na pravila in ste pravičniški. Ne morete biti oboje. Ali boste gledali na pravila, ali pa boste usmiljeni. Če se držite pravil, pričakujete določene stvari in imate pričakovanja do ljudi. Če se takšna pričakovanja ne uresničijo, ste razočarani in čisto normalno je, da to nekomu tudi poveste. Očitno pričakujemo dobre stvari. V življenju pričakujemo najboljše, vendar vam nekaj povem, da popolnosti ne moremo pričakovati od ljudi. Mi nismo popolni. Ne bomo našli popolne cerkve, ne bomo našli popolnega dela, ne boste našli popolnega življenjskega sopotnika. Vaš otrok ne bo popoln. Če bi bili popolni, ne bi potrebovali Jezusa. Mi vsi imamo slabosti. Mi vsi imamo moč, vendar imamo tudi slabosti. Zato je Sveto pismo polno sporočil, da moramo hitro odpustiti. Radodarni moramo biti z odpuščanjem. Vedno moramo imeti najboljše mnenje o vsakomur. Moramo razviti držo radodarnosti in usmiljenja. Vedno moramo imeti pripravljen odgovor, ne skrbi o tem, kajti to ni nič. Saj sem jaz prav tako kriva. Napravila sem napaka. Namesto da rečemo, kaj? Kako si mi lahko kaj takšnega storila? Kakšen ton je v tem govorjenju? Kako si lahko tako neumna, da si naredila takšno napako, da si užalila perfektno mene? Vendar vidite, ponižna oseba ve, kakšna polomija je. Ponižna oseba ve, da bi bila resnična polomija, če ne bi bilo Božjega usmiljenja, Božje ljubezni, Božjega odpuščanja in Božje dobrote. Rada imam stavek iz Matejevega evangelija. Kolikokrat moram odpustiti svojemu bratu, v resnici, kolikokrat moram odpustiti mojemu bratu? Mislim, da je Peter mislil, da je to kakšna meja. Vem, da mi vsi mislimo tako. Če samo še enkrat to storiš, potem mi bo prekipelo. Jezus pa je pripovedoval parabolo o človeku, ki ni mogel plačati svojih dolgov. Vprašal je, če mu gospodar lahko odpusti. In gospodar mu je odpustil. In ta isti človek, če ste danes jezni, ste vi tisti človek. Rekla sem, če ste danes jezni, ste vi tisti človek. Ker ne morete plačati svojih dolgov. Sprašujete pa Boga, da vam odpusti in on je pripravljen odpustiti hitro. On je usmiljen do vas in bo usmiljen do vas in do mene, vsakič, ko bom šla k njemu s svojimi slabostmi, vsakič se me bo usmilil. Kako potem takem ne moremo odpustiti ljudem, ki nas prizadenejo? Precej tiho je tukaj. Kaj pričakujete od ljudi? Jaz in David sva imela toliko težav vsa ta leta, dokler nisva sprejela drug drugega, kakršna sva.
Končno sva imela sestanek v kuhinji in the kitchen. in si segla v roke. Pogledala sva se v oči in rekla sem mu, sprejmem te takšnega, kakršen si. In on je rekel, jaz te sprejmem, kakršna si. To ne pomeni, da ne potrebujeva sprememb v najnem življenju. Vendar veste kaj, samo Bog lahko spremeni ljudi. Vi ne boste spremenili nikogar, če se boste nanje jezili, ker so takšni, kakršni so. Mogoče se bodo za trenutek spremenili, da bi vam ustregli. Če jih Bog ne spremeni v njihovem srcu, pa naj delajo karkoli, kar vi zahtevate, da naj nehajo, bo izbruhnilo na nekem drugem področju in na nek drug način. Prav zaradi tega je veliko bolje, da molite za ljudi. Seveda, lahko jim tudi poveste. Usmiljenje ne pomeni, da se z njimi nikoli ne soočite. Jezus se je soočil z dejstvi. Jezus je ljudi soočil z dejstvi. Soočil se je z ljudmi, vendar jih je še vedno ljubil. Naučiti se morate, da ne boste pričakovali v svojem življenju, da bodo drugi popolni. In veste zakaj? Ker nihče izmed nas ni popoln. Veste, več časa preživite med ljudmi, več bo priložnosti, da vas prizadenejo ali da se bodo pokazali njihove napake. Naučiti se morate, kako boste pokazali usmiljenje do človeških napak in se zavedati, da bomo rabili to isto usmiljenje nek drug čas našega življenja. Želimo imeti zdrave človeške odnose in da lahko to dosežemo, moramo hitro odpustiti. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.